Torej, eden od izzivov, ki čaka kogarkoli, ki bo pač vodil naslednjo slovensko vlado, je najprej afirmacija oziroma rehabilitacija socialnega dialoga. Ta je nekam zataval v zadnjih 3 letih. Jasno je, da ključnih rešitev, ki zadevajo vse ali pa večje dele slovenske populacije, ni možno reševati z diktati ali pa z nekim tesnim preglasovanjem. Najprej je treba vsaj poskušati iskati rešitve v dialogu. Se zdaj ne gre za to, kdo bo popustil, najbolj gre za to, da se dogovorimo, kje smo. In če bomo dosegli soglasje okrog ocene, kje smo, potem mislim, da bo tudi bistveno lažja pot naprej do dogovora, kje in koliko je potrebno privarčevati. Po mojem je bil največji problem aroganca, tisto stalno zatrjevanje na tiskovnih konferencah. Še jutri se pogajamo, potem pa bomo presekali. To je bilo sicer večkrat ponovljeno, ne pa tudi vedno narejeno, ampak verjetno so socialni partnerji dobili vtis, da so pod nekim ultimatom, diktatom in besede niso bile veliko vredne. Skratka, takrat, ko se pogajaš, da moraš vedeti, zakaj gre in moraš imeti tudi trdna stališča, biti pripravljen na razumne kompromise, vendar moraš stati za svojimi besedami. Šele, če se pogajaš z nekom, ki ve, kaj hoče in če stoji za svojimi besedami, lahko tudi dosežeš kompromis. Jaz mislim, da je treba zaščito delavcev in njihovega dohodka postaviti vsaj na enako raven, kot je zaščita kapitala. Če se sanirajo kapitalske izgube, potem je treba tudi za delavce, ki so pošteno delali, pa tega niso dobili plačano, zagotoviti sredstva in to bomo storili. Kako, zakonsko? Zakonsko in z enakimi mehanizmi, kot jih imamo recimo, ali pa kot jih bomo morali imeti za sanacijo bank.